Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in ja, končno sem spet nazaj. Zdaj ne vem, mogoče ste me že malo pogrešali, ampak dejansko je točno, mislim, da je 21 dni, odkar sem posnela zadnji video. No, zdaj pa kaj se je vmes dogajalo. Pred 3 tedni sem izvedela, da je pač moja hčerka Tamala, ki bi morala iti z mano na dopust, je bila na maturantskem izletu in je dobila COVID. In to je pomenilo, kaj pa zdaj. Dejansko imela sem rezerviran in let in počitnice in vse. In potrebovala sem dopust, zdaj pa kaj narediti? Iti sama na Zanzibar ali pa iti sama na Hrvaško. No, če bi šla na Hrvaško, se je ponudila pol ta srednja hčerka, da gre z mano, ampak tam sem imela že plačan, zdaj pa kaj ne naredim. V glavnem, in sem imela zanimiv proces v teh 3 tednih. Prva stvar je bila sama iti na dopust. To je bilo tako, ok, sama iti tako daleč na dopust, to je bila druga zadeva. In ja, zanimivo predelovanje. Že ko sem bila doma, se mi je v bistvu vklopil nek grozen strah, kaj pa če sama umrem na tujem. Tako da, joj, koliko sem imela za počistiti svoje podzavesti še, ampak ne nazadnje, Zanzibar me je klical že 30 let. 30 let je bila moja želja. Enkrat bom šla na Zanzibar. Zdaj, mogoče, ko razmišljam, mogoče je pomembno, kako izrekamo želje, ker vedno sem govorila, enkrat bom šla na Zanzibar in vedno sem rekla v ednini. In ja, sem šla sama. No, v glavnem, vse lepo in prav, pridem na Zanzibar, pravljica, bele plaže, modro morje, svetlo modro nebo, pa to res pravljica. In jaz sem enostavno srečna, veste, tisto, wow. Zdaj pa tisti, ki spremljate moj kanal, dobro veste, ko te nekam tako močno vleče, te tako vleče tja, kjer imaš neko energijo, ker drugače te ne bi tja potegnili. Recimo, nekoga vleče, ne vem, v severne države, meni še na kraj pamet ne pade na severne države. Recimo, določene države, kot je zame, recimo Francija ali pa Pariz, je tako, ne, ker tam ne bo, ne bi. Pa sem bila koliko, 3-krat, 4-krat v Franciji, pa dejansko mi je bilo samo letos v redu, ko sem šla v Lourdes, drugače mi pa tako, ne tam ostane. In tam, kjer je zataknjena energija, nekaj slabega, je tako, tam, ki te pa vleče, pa pomeni, da na en način greš domov oziroma greš po svojo energijo. In seveda zdaj jaz, ko sem predelovala svoja pretekla življenja, sem prišla do zaključka, da v enem od preteklih življenj sem bila na Zanzibarju ugrabljena, zdaj lahko, da je bila to pač vzhodna Afrika, in prodana za sužnjo. In imela sem strašne bolečine v zapestjih, leta, na levi roki ne morem nositi ure, dejansko ne morem nositi ničesar na levi roki, kakor dan gor neko kovino dobim vnetje. Ne morem nositi ničesar okrog vratu, ničesar, da me stiska, vse me na en način duši. Okrog gležnjev, enostavno moram imeti svobodne gležnje, da imam občutek, da sem svobodna. In ja, seveda jaz točno vem, od kje je to. To je v bistvu iz tistega življenja, ker sem ga videla, kako sem bila vkopana, kako sem bila v teh verigah, prodana za sužnjo v arabski svet. In seveda meni se je zataknila energija z arabskim svetom. No, zdaj pa, kar pa nisem vedela, je pa to, da je v bistvu Zanzibar 90% je tam muslimanov. Tega dejansko nisem vedela. In 10% nekje kristjanov, medtem ko Tanzanija, tam je pa večji del kristjanov in manjšina so muslimani. No, ampak k tej zgodbi se bom še vrnila. Prva stvar, ko sem prišla, taksist mi razlaga, kako so veseli, da imajo predsednica Zanzibarja je ženska in da predsednica Tanzanije je ženska in da to pomeni nekaj neverjetnega. In mislim, da je rekel, da v svetu je 65
držav, ki imajo žensko predsednico in da je v bistvu Tanzanija ena od teh. In mi je bilo tako, wow, kako napredno v tej afriški državi ženska predsednica. No, to je bil prvi vtis. No, potem pa pridem v hotel, grem na plažo, grem na sprehod in se mi nekdo prilepi, nekdo, ki je prodajal neke izlete. Prijazen gospod mi vse razloži, tam so bile iz vode ven so štrlele palce, je rekel, da so to farmerji, sem rekla, zanimivo, alge vzgajajo. In to alge, ki jih potem prodajajo naprej za naravno kozmetiko, in mi je bilo tako, wow, jaz prodajam naravno kozmetiko, Nutriens, pri podjetju Neolife, je dejansko sestavina so rdeče, rjave in zelene alge. In to je v bistvu najboljša sestavina naravna za kozmetiko. In to je bil prvi dan. No, drugi dan pa potem voda teče, je močna plima in useka približno 3 metre in nastanejo take plitvine in tam noter po teh plitvinah se ljudje pač se potem sprehajajo in tam noter so recimo nemoti pa morske zvezde in tako naprej. V glavnem. In sem rekla, grem na sprehod in se mi nekdo prilepi. In na koncu se mi prilepi še njegov, to je bil en mlad fant, njegov oče in njegov dedek in oni so mi vse razkazali in so mi pel Hakuna Matata, kar pomeni brez problemov pa tako naprej. V glavnem, pridemo do konca oziroma pridemo nazaj, me obkolijo in zahtevajo plačilo 180 evrov. In tukaj je ta, da so me obkolili in zahtevali od mene denar, meni je bilo tako grozno, da potem me je sicer ta gospod iz prvega dne me je rešil tam ven, ampak dobesedno se je v meni vzbudil nek strah, da sem obkoljena, da sem pač enostavno mi je bilo grozno. In dejansko ta dedek se je potem tam na plaži, pač se vsi sprehajajo, jaz sem bila gor pri hotelu, se je dejansko postavil in me je 2 dni opazoval vsak moj premik, vsak gib. Dejansko sem se počutila, kot da sem plen. In v tem hotelu sem dejansko zaključila 2 dneva prej, ker se nisem počutila več varno. No, in sem potem z enim govorila, ker veste, jaz sem razlagala pač, kako to, da ste sami, hčerka je zbolela, ki imate pa moža, nimam ga in tako naprej. In so se dobesedno prilepili name. In kar je bilo, kar nisem razumela prej, je to, da ženska, ki gre v arabski svet, nekdo je rekel, ti si nobody property, se pravi nikogaršna lastnina. In mi je bilo tako, ne bi bila jaz od nekoga lastnina. In potem, ko sem se že vrnila, smo se pogovarjali in gospod rekel, da mislim, da Benka Pulko, ki je potovala z motorjem, da je v bistvu ob vstopu v eno arabsko državo se mogla poročiti, ker neporočene ženske nimajo vstopa in se je poročila z motorjem. No, jaz sem bila pa neporočena, pa še blond. Mislim, hvala Bogu, da sem bila sama, ker ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi bili obedve s hčerko. In tako, vsaka stvar je na koncu v redu. No, v glavnem, potem pa grem v drug hotel in sem si izmislila, da imam jaz moža poslovno na Zanzibarju, potuje, dela v turizmu, jaz sem si pa zaželela oddih samo za sebe, par dni, da se nakopam, šla sem plavat z delfini in da se odpočijem in potem sem res imela občutek, da sem na dopustu, ampak res pa je, ko sem pa šla iz hotela ven, sem pa postala fata. Pokrila glavo, očala gor, se zagrnila, da so ven gledale samo zapestja in stopala in je bilo to. Dejansko nisem se počutila varna in tudi nisem hodila na nobene izlete, ker enostavno očitno ženska v tem svetu ni tako napredno, kot je dejansko na začetku taksist razložil, kako so ženske napredne, da je predsednica pač ženska. Tradicionalna ženska je še vedno, možje imajo 4 žene, po 12 otrok in Tanzanija v zadnjih 2 letih
je pridelala 2 milijona novih prebivalcev. Veste, za eno Slovenijo. Neverjeten. Tako da, ja, res, res zanimiva izkušnja. Tako da zdaj, če ponovim, mislim, ali pa če pogledam tako, vesela sem, da sem šla, ker vem, da sem šla po svojo energijo. Da sem šla še določene strahove predelati, ker sem mislila, da sem jih že zdavnaj popucala. Še bolj vesela pa sem, da sem prišla živa in zdrava domov. To mi je pa izmed vsega najboljš, ker nisem bila še nikdar v življenju toliko vesela, da sem spet doma. Tako da res zanimivo potovanje. No, potem sem pa imela čas brati in v teh naslednjih videih bom več govorila tudi o vijoličnem žarku očiščenja. Prebrala sem do konca knjigo Prehod vračev. Ja, res, podnaslov te knjige je Potovanje ženske. In očitno sem jaz imela s tole knjigo tudi zanimivo osebno potovanje, preporod, notranji preporod. Tako da res zanimiva izkušnja. Dopustite za mano, zdaj pa v nove zmage naprej. Res sem pa vesela, da sem nazaj in da je res tako, kot mora biti. In sem danes govorila z eno gospo, ki mi je draga. Je rekla, veš, nikdar ne pomislim tako nate, ampak letos sem pa res pomislila, a pa je s tabo vse v redu. No tako, z mano je vse v redu. Očitno imam novo energijo za delo naprej. Mogla sem iti tja. A bi šla še enkrat sama? Ne. Ko bom naslednjič šla, če ne bom imela moža ali pa partnerja, bom po moje dala v glas, da iščem enega geja, da bo šel z mano in da se bova pretvarjala, da sva mož pa žena. Tako razmišljam. Ampak da bi pa šla sama s hčerkami, ne. Nikdar. Tako da zanimiva izkušnja. Tako da, lejte, nazaj sem, to je najbolj pomembno in zdaj, če potegnem nekak nauk ali pa pod črto, če pogledam, kaj je tisto temeljno, ja, tale dopust, 3 tedne, nam reka, da je bilo 3 tedne, 14 dni, pa potem, da sem predelala, da grem sama, pa da sem vdahnila spet energijo Slovenije, telih par dni. Potrebno je bilo, da sem šla, ja, ker sem rabila točno to izgubljeno energijo iz Afrike. Predelujem v tem življenju 3 življenja, ki so povezana z Afriko in eno drugo življenje, ki je sicer z Ameriko povezano, ampak sem umrla sama na tujem. Tako da očitno sem morala iti sama na tuje, da predelam tudi te strahove, vzorce, spomine duše, žalost, predvsem žalost, ker ljudje toliko slabega naredijo drugim ljudem, rabila sem to. In ja, vsaka stvar je v redu. Hvala Bogu je morje, da te prečisti. Res, hvala Bogu je morje, ker voda, slana voda, res čisti energijo človeka. Tako da uživajte. In ja, jaz sem vesela, da sem nazaj. Jaz upam, da ste tudi vi veseli, da sem jaz nazaj. Tako da v glavnem smo na liniji spet, tako kot po starom. Uživajte in ja, fajn je biti doma.